Odkrivamo manj znane kotičke slovenskih občin, spoznavamo zanimive sogovornike, krajevno zgodovino, etnološko dediščino in naravne znamenitosti. Dobrodošli v oddaji Zlati ključi. Asja vsak teden v 3 oddajah išče namige in zlate ključe, na katerih so uganke za gledalce. 3 oddaje, 3 uganke, 3 besede, ki tvorijo nagradno geslo. Tega pošljite na našo Facebook stran in tako sodelujete v nagradni igri. Če ste pustolovci po duši in iščete idejo za izlet ali oddih, se nam pridružite v odkrivanju Slovenije. Lepo pozdravljeni! V občini Podčetrtek sem in moram obiskati Jelenov greben. Tam me čaka že moj naslednji namig, ampak preden ga bom poiskala, moram še dobro spoznati, kaj vse lahko tam ponudijo svojim turistom. Se že veselim, pojdimo! Lepo pozdravljeni! Dober dan, dobrodošli. Izvolite. Danes je pa odličen dan za raziskovanje. Je res. Sonček sije. Mene je namig pripeljal do Jelenovega grebena, pa ne vem, a sem prišla prav ali ne? V bistvu ste, mi smo podružnica Jelenovega grebena, mi smo v bistvu proizvodno-turistični center. Tukaj se da skozi steklo pogledati vsa proizvodnja, ki nastaja pri nas. Se pravi, od lesnega studija, laserskega studija, keramični studio, žganje kuha, točilnica sokov, kuhinja, marmelad, vse to se pogleda skozi steklo. En voden ogled je. Potem na koncu vas pa v degustacijski sobi čaka tudi plata lesena, kjer se vse izdelki, ki so proizvedeni pri nas, tudi probajo. Torej res podpirate lokalno? Je tako. Meni se pa že kar malo slinice dijo, sploh za tisto zadnjo sobo. Bi si mogoče lahko šla malo pogledati? Seveda, da bom jaz kaj peljala. Na eni izmed sob oziroma postajank vas pa čaka tudi Borut, ki vam bo povedal malo več o vsem skupaj projektu. Tako da kar izvolite. No, evo, pa smo srečali že gospoda Boruta. Izvoliš. Lepo pozdravljeni, gospod. Kakšen lep center, sem prav navdušena. Ja, lepo. Meni je všeč, da je vam všeč, ker to edino pripelje do tega, da pride čim več gostov. In moram povedati, da tole smo delali zato, da bo prvič všečno, potem drugič, da bojo ljudje videli, kaj smo v stanju narediti, in tretjič, da bojo kaj kupili. Definitivno. Ja, in ne vem, spodaj ste videli že žgane kuho, ste videli konzervirnico, ste videli lesni studio, potem tle gor imamo laserski studio, aranžirnico, naprej imamo tukaj konzervirnico oziroma keramično delavnico. In tukaj imamo našega umetnika, ki je res umetnik, ker dela takrat, ko se mu zljubi, ne drugače. In na koncu bomo šla še pogledati sušilnice salam in proizvodnjo sokov. Moram povedati, da vse to delamo z pridnimi, čudovitimi ljudmi, kateri imajo šole, katere so morali dokončati, narediti za tega, ker samo s pametnim človekom lahko pametne stvari razvijaš. In to mi delamo že zdaj kar nekaj časa. Moram povedati, da kadar zbiramo, ga spreminjamo, rihtamo, učimo jih obnašati, učimo jih se razvijati. In moram povedati, da nam zaenkrat uspeva. In če bo tako šlo naprej, bomo mogoče še čez kakšno leto, 2 imeli še kakšen takšen center dodatno. Ker že zdaj nam opažamo, da je vse skupaj majhno na to, kar počnemo in kar delamo. Zdaj, če želite, vas popeljem še sušilnice te zadeve. Z veseljem, že sliši se izvrstno, kaj šele izgleda. No, lepo. Upam, da bo res tako tudi ostalo, potem, ko boste vse to videli. Odkot pa vam ideja za ta objekt? Idejo smo dobili, ko smo naša družina šla na eno tedensko potovanje po Italiji in smo v severni Italiji v lateriji Livigno zagledali, kako so tam predstavljali proizvodnjo mleka, mlečnih izdelkov, skute, sladoleda in tako dalje. In je bilo to za nas že takrat impresivno. Potem, kasneje smo šli obiskati v Avstrijo čokoladnico Zotter, kjer nam je dodalo še dodatno spodbudo, potem smo gledali Happy Pork v Feldbachu in pa v Regensburgu proizvodnjo
destilatov in pa kisov v GLS. In to je bila zadeva, da smo mi pravili, to pa vse mi delamo, mogoče bi pa naredili enkrat res takšen objekt, kjer bi združili vse naše stvari, ki jih delamo, ker jih zdaj delamo na večjih lokacijah pod eno streho in po tej strehi bi potem bili vsi in bi ljudje lahko to gledali. Vsekakor pa želimo, da ljudje se nekaj naučijo. Da se naučijo, da se da tudi prvič v Sloveniji kaj takega narediti, da se da recimo v enem takem majhnem kraju, kot je Olimje, to razviti in to je to. Kako se lahko iz različnih idej razvije ena čudovita zgodba, neverjetno? Mi smo veseli, da nam je uspelo, ker je to nastajalo zdaj zadnje 3 leta. Mi smo imeli malo težav, zato ker smo imeli geološke težave, ampak vse to smo prebrodili, pred parimi dnevi odprli in zdaj je to. In jaz vas vabim naprej. Potem sem jaz skoraj na otvoritev prišla. Skoraj, tako. Zdaj sem prišla do sušilnice, vidim. Sušilnice, to je najlepša stvar pri nas. Res omamno diši. Jaz obožujem salame, mesne izdelke, vse tako da super. To je pa res 100% jelenje. In v parih sušilnicah, to je že sušilnica, katera je tik pred izdajo, tam je še ena sušilnica, katero bomo v kratkem spraznili in to ciklično rihtamo, polnimo, prodajamo in to je to. Kako pa se je sploh vaša zgodba začela? Začela se je z gobami, nadaljevala se je z jeleni, potem se je, ko so jeleni prišli, se je začelo gostinstvo, smo gradili restauracijo za restauracijo, naredili smo vinoteko, kasneje smo ugotovili, da ti ljudje bi radi tudi pri nas prespali, smo naredili spalne kapacitete. Na koncu smo ugotovili, da vse te artikle, katere mi ponudimo ljudem na krožnik, lahko proizvajamo, delamo in to smo zdaj ustvarjali 20-25 let skozi našo trgovino, ki imamo že od 94 leta na kmetiji, smo tam to prodajali. Kasneje je pa prišla ideja, da to stvar sem predstavimo, naredimo tukaj proizvodne, to ljudem ponudbo, da vidijo, kaj dejansko dobijo na krožniku. Od tukaj vas bom pa povabil na kmetijo, da si gremo pogledati naše jelene. O, super, teh se pa res veselim. Verjamem. Upam, da jih bom lahko tudi hranila. V vsakem primeru, zato ker ti bo jedli iz rok. Kje pa imate vaše jelenčke? Ja, za jelenčke bomo treba iti prvo po koruzo, potem gremo pa do njih. Pol pa kar šibam. Pojdi. Dober dan. Jaz sem pa prišla po koruzo. Aha, koliko pa je potrebujete? Lahko kar 2 žakeljčka. 2 bo dovolj. Izvolite. Hvala lepa. Vsem nasvidenje. Koliko so luškane, pravi Bambi. Ja, lepi so res. Sem kot da sem v pravlični deželi. Ne, samo na jeleno grebeno. Kako pa se je vse skupaj sploh začelo? Ideja za te jelene je prišla s strani mojih staršev, mame in očeta, in sta ona to zadevo videla v Holandiji, potem smo šli pogledati si na Konjiško goro in kasneje smo jih nabavili na Brionih. In koliko jih imate? Trenutno jih je preko 200 živali. Veliko. Vidim, da imate tudi še... To so lopatarji, košute in pa mufloni. Ok. Korziški mufloni, ne? Kakšna pa je oskrba? Oskrba? Pridejo turisti, kupijo koruzo, polovično že oni nahranijo. In da fajn plačajo, ne? Potem vse ostalo pa mi še dodajamo seno, dodajamo še jabolka, dodajamo suhe žir, želod, kostanj in tako dalje. V bistvu se pa osnova vsega je pa paša. Vidim, da so tudi zelo domačene. Čist. To so, nikdar jim ni dost in zdaj poglej. Kako pa vam uspe usklajevati tak poln urnik? Ja, lepo si ga razporediš. Za vsako stvar postaviš enega šefa, se z njimi razpravljaš in to je to. Torej vse se da, če se hoče. Če se hoče, se vse da. Kam pa mi zdaj priporočate, da se odpravim? Na kavico, na sladico in to bomo šla v najino kavarno. Ne? Jaz z veseljem. Prosim, gremo. Samo če bomo nam dali prostor.
Teh jelenčkov pa sigurno ne bom pozabila. Lepo, me veseli. Tuk so bili luškani, res. Sem čisto navdušena, raznežena v bistvu. To je naš namen. Hvala lepa. Tole je pa domač, jagodni sok. Lej, to je pa nekaj za tebe. Me prav zanima, kakšen namig se skriva notri. Viteška klet Ritterkeller. Kje bi to lahko bila? To je pa v Viršanju, nekaj novega, nekaj lepega in vas prav prisrčno vabim tja. V katero smer pa moram iti? Proti Olimju, po četrtku, Virštajn in na vrhu Banovine vam stoji zdaj nova viteška klet. Odlično, najlepša hvala. Super. Prva sem res zelo uživala. Hvala lepa, me veseli. Lepo pozdravljeni. Evo, dober dan, dobrodošla. Vas pa že poznam. Tako je. Sem prav vesela, da se zopet snideva. Ja, mogoče v malo drugačnem objektu, ampak spet smo skupaj. Jaz sem dobila gor na Jelenovem grebenu namig vinska klet in me je pripeljal sem. Tako, to je naša nova obnovljena stavba, ena nova turistična pridobitev. Center za promocijo vina, kulture in turizma, Virštan. Virštan, zakaj Virštan? Zato, ker so bili včasih, to so mejni kamni, ki so mejili posestva. To zgodbo predstavljamo tudi na tej posebni digitalni mizi, kjer vsak kamen govori svojo zgodbo. Če se pa sprehodimo tukaj do teh panojev, na teh panojih so predstavljena različna vina, ki so značilna za to našo vinsko destinacijo, pa po čem. Tukaj so vinski okoliči in kako poteka od trte do vina. Tukaj imamo predstavljeno lokalno kulinariko, pa potem zgodbe in Virštan skozi čas. Zdaj pa, ko gremo v zgornje nadstropje, bomo pa pogledala tudi celoletna opravila na vinski trti, kako poteka leto življenja vinske trte, ampak na poseben način, skozi 3D 360 stopinjska očala. Kar pride z mano. Evo, tako, to je sedaj naša VR soba. Huda. Kje pa ste dobili navdih za to ustvarjeno sobo? Raziskovali smo in ugotovili, da nihče v bistvu v Sloveniji ne predstavlja zgodbo vinske trte in koliko truda mora vložiti vinogradnik v delo. Zato smo tukaj predstavili celoletno zgodbo vseh opravil, ki smo jih podkrepili z glasbo, ki je oda vinski trti. Ampak sedaj prvo, preden to preizkusimo, predlagam, da gremo v spodnje prostore v vinsko klet. Z veseljem. Evo, gremo. Izvoli. Evo, to je sedaj naša klet in degustacijski prostor. Wow, kako zelo moderna klet. Tako je moderna in napolno založena z virštanskimi vini. Ja, vidim, kakšno široko zbirko vin imate. Tako je in sedaj ti bo to zbirko predstavil Matija, naš enolog. Jaz pa vas za kratek čas zapuščam, saj imam eno novo skupino gor in se potem vidimo, ne? Ja, seveda, z veseljem. Živjo. Živjo, dobrodošla. Živjo. Mene pa zanima, kako to, da je sploh prišlo do take moderne kleti? Ja, mi smo želeli tu združiti več stvari skupaj in sicer želeli smo v tem rustikalnem prostoru združiti to moderno arhitekturo in seveda poleg naše te tradicije vinorodne smo želeli tudi prikazati ta malo novejši stil vin, kajti vina grejo vedno korak s časom in želeli smo še nekaj pomembnega, želeli smo na enem prostoru združiti več vinarjev hkrati. In sicer nekako smo povezali vse resnejše vinarje iz naših koncev, tako da se lahko vsak vinar predstavi z nekaj svojimi steklenicami in med njimi zagotovo najdemo pri vsakem vinarju kakšno posebnost. Katera pa je tista najbolj tradicionalna sorta vina za vaše območje? Ja, nekako se ponašamo recimo z zelo dobrimi modrimi frankinjami. Na tem prostoru rastejo že zelo dolgo, uspevajo odlične modre frankinje. Poleg seveda ostalih sort, ki so na primer sivi pinoji, savignoni,
Naprimer tudi rumeni muškati so v zadnje čase zelo popularni na tem področju. Malo bolj slajši za ženske. Tako, seveda, vedno pa še malo aromatike. No, kot pa sem že omenil, delamo pa zelo veliko na modrih frankinjah. Naprimer, lahko bi izpostavil celo kakšno. Tale, naprimer, je prejela zlato medaljo na Great American Wine Competition v Ameriki in pa srebrno medaljo v Londonu na dekanterju, ki velja za evropsko najprestižnejše vinsko tekmovanje. Tako da imamo res kar nekaj zelo, zelo lepih vin in pa seveda, ker smo želeli ponuditi našim strankam še več, smo se začeli nekateri ukvarjati tudi z peninami, tako da vidimo tudi različne stile penin. Vidim, da imate tudi z okusom marelice. Tudi v to smo šli. Malo bolj praznično, sploh zdaj, ko bo kmalu Božič, novo leto, bo penina sploh prav prišla. Seveda, vsekakor. Mene pa zanima, kaj se skriva v tisti sobi? To pa mogla iti pogledati. Pol pa ker. Takole. V tem prostoru si bomo pa privoščila kozarec rujnega. Rada imam aromatična vina, tako da se že veselim, kakšne okuse boste izbrali zame. Županovo vino tokrat. Zanimivo. Jaz sem pa že opazila moj zlati ključ, tako da ga bom kar prebrala. Odlično. Tukajšnji kraji so znani tudi po dobroti in pridnosti svojih prebivalcev. Srce in temelj pokrajinske domačnosti je podeželje, ki z vso potrebno ljubeznijo in spoštovanjem do narave zagotavlja kakovost lokalnih dobrot. Ob vinsko-turističnih cestah je združeno vse, kar premore ta z vinom rodna zemlja. Gradove, muzeje, cerkvice, gostišča, turistične kmetije, termalne izvire, neokrnjeno naravo, obdelane površine in vinograde, ki dajo pokrajini značilno podobo in njenim ljudem značaj. To si verjetno spoznala že tudi sama. Preden ti dam naslednji namig, je tu drugo vprašanje za gledalce. Kako se imenuje ustanova posvečenega življenja, v katero se umaknejo posamezniki ali posameznice, da bi svoje življenje posvetili nekomu višjemu cilju? Tebe zdaj pošiljam nekam, kjer bo 36 metrov nad tlemi, saj te ni strah višine, kaj ne? Ne, res me ni strah višine, ampak da je čas, da nazdrava. Čin. Na zdravje, na vse uspehe še naprej. Hvala lepa, tudi vam. Ne samo, da me Podčetrtek navdušuje, prav preseneča me. Jelenov greben je turistično mesto v malem, posestvo Banovina pa je center tukajšnjih vin, kulture in turizma. Komaj čakam, da vidim, kaj mi je pripravil tretji zlati ključ. Se vidimo!